emisije. Zdaj seveda, emisije so iz vsakega obrata, kjer se pač neki kur noter. Zdaj, v tem trenutku je to težki kuri noter premog. Nekje v Sloveniji so 3 sežigalnice, kjer kurijo izključno samo odpadke, in so tudi 3 sosežigalnice, kjer mešajo goriva, kot so na primer fosilna goriva, premog, nafto, karkoli in pa odpadke. Tako da potem upravljalec objekta sam določi, kaj bi rad delal. Kakšen delež bo imel, na primer, tež bo sam odločil, kakšen delež bi imel premoga, kakšen delež bi imel odpadka, ki je SFR. To je še vedno odpadek, kot je bilo rečeno, to ni tako gorivo, kot je recimo premog, in v tem trenutku, kot hitro bo začel se sežigati v napravi odpadek, zapade pod odpadkovno zakonodajo. Tukaj so seveda mejne vrednosti prilagojene sosežigalnicam. To pomeni, da tisti del, ki je iz mejne vrednosti, ki so na premog, se bodo upoštevali v skupnih mejnih vrednostih in pa mejne vrednosti, ki so za odpadek. Več odpadka, večji del bo mejnih vrednosti iz sosežigalnic bo več prevagal. Zdaj, zanimivo je to, da če pogledamo 2 uredbi, ena je uredba o velikih kurilnih napravah, kamor pa še tež trenutno, in ena je uredba o sežigalnicah in napravah za sosežig odpadkov, kjer bo nekega zemljevidu našel. Neke mejne vrednosti so pri sosežigu strožje, kot pa pri velikih kurilnih napravah za premog. Neke mejne vrednosti so dodane, zato ker odpadki so specifični in imajo pač pri zgorevanju nastajajo specifične emisije, ki jih pri premogu ni, in bodo potem v upravnem okoljevarstvenem dovoljenju določene skladno z uredbo o sežigalnicah in sosežigalnicah odpadkov. Tako da to ne pomeni, zdaj, če imamo SFR in ko se bo v Sloveniji proizvajal in da rabimo okoljevarstveno dovoljenje tistih 5 proizvajalcev za SFR, da zdaj je pa kar, bi rekel, brez omejitev. Naša uredba o pridelavi nenevarnih odpadkov sicer določa, kot je bilo rečeno, že klore, živo srebro in pa energetsko vrednost nekaterih težkih kovin ne določa, ampak so vse, kadarkoli se sežigajo odpadki ali pa sosežigajo, so vedno v okoljevarstvenem dovoljenju določene težke kovine in vsi ostali parametri, ki so primerni za kurjenje, za sežig teh vrste odpadkov. Moram reči, da je naša uredba skladna z Evropsko direktivo JED. Poleg tega pa še dodatno je treba povedati, da Zakon o varstvu okolja določa, tako kot celotna evropska zakonodaja poenotena, da se je potrebno upoštevati najboljše razpoložljive tehnike, to so BAT. To pomeni, da na primer imamo uredbo, ki je stara, koliko je stara. Evropska komisija pa vsakih toliko in toliko nekaj periode pa izdaja najboljše razpoložljive tehnike BAT, in te tehnike se morajo tudi referencirati v naših napravah, ki so pač dolžne to upoštevati. Zakon o varstvu okolja določa, da mora v 4 letih upravitelj naprave po izidu BAT nove verzije prilagoditi napravo z zaključkom BAT. To pomeni, da ko bo nekega dne tež prišel na Ministrstvo za okolje z vlogo za SFR oziroma za sežig teh odpadkov, to pomeni, da bo mogel upoštevati poleg naše uredbe tudi najboljše razpoložljive tehnike, ki so v tem trenutku določene na ravni Evrope. To pomeni, da za marsikatero stvar bodo bolj stroge zahteve, kot so pa danes v uredbi. Ja, kar nekaj iztočnic ste nam dali tudi za naprej, mogoče gospa Urša Zgojznik. Podobno kot drugje po svetu je v Sloveniji količina odpadkov vsak dan večja, nenehno se povečuje. Mislim, da Slovenija pridela na prebivalca že okrog 500 kg odpadkov letno. V termoelektrarni so prepričani, da je sosežig logična rešitev za ta problem. Kaj pa vi menite o sosežigu?
Najprej se mi zdi, da se moramo zavedati, da odpadke ustvarjamo vsi. Torej, vsi mi, ki smo tule noter, tudi direktor Teša, tudi gospa Miklavčičeva z Ministrstva za okolje, in ne bomo nikoli problema rešili samo parcialno z enim vprašanjem, kaj menimo o tem, ampak se je treba zavedati, zdaj bom pa prav pokazala, da obstaja piramida ravnanja z odpadki, da pokažemo, kje je sežig. Evo. Piramida je za nalašč postavljena na robe, zato da bi pokazali, kako močno, kako zelo bi si mogli prizadevati za preprečevanje, ponovno uporabo, recikliranje, ki je že malo manj vredno, šele potem smo pri sosežigu in odlaganju. Kaj menimo o sosežigu? Enako kot o odlaganju, ukvarjamo se v družbi večinoma s temi spodnjimi ravnmi. Kdaj bomo prišli do tega, da je treba tu začeti delati, ker potem se s temi vprašanji ne bomo več toliko ukvarjali. In če danes govorimo o tem, tež sosežig danes, pri teh količinah, je trend očitno dober. Ne? Torej, odpadki količine naraščajo, vedno lažje bo, bolje bo in pač tukaj količine bodo. Ne? Kaj bomo torej vsi skupaj naredili za to, da bo količin manj? In tu res osebno apeliram prav na vse. Gre za vprašanje prioritet. Ali bomo reševali non-stop s to kurativo na koncu neki, pa se ukvarjali z emisijami, pa mejnimi vrednostmi, pa a je zdaj vpliv, a ni vpliva, ali bomo naredili nekaj več. In tukaj mislim, da pa ima tež tudi odgovornost nekaj dati na te zgornje ravni. Pač razumem, je termoelektrarna, ampak kak je pa prispevek temu in obok enostavno pride dvom. Tež ima tukaj računico finančno, kar je tudi razumljivo, gre za gospodarski subjekt, ampak kaj je pa drugi del in prioriteta čistega okolja, prioriteta zdravja, danes ni naša prioriteta, to ni prioriteta te družbe. To je, se mi zdi, ključno vprašanje. Jaz ga ne bom rešila, mislim, da noben od nas ga ne bo rešil, ampak tako, ko je danes za mene tole pojem aktivizma, da nas je toliko tukaj, vsi mi smo tisti, ki moramo nekaj dati tukaj zraven. Samo tudi pogovarjati se za in proti, tudi ne bomo kamor prišli, no zdaj pa mogoče vseeno preskočim na tale civilni dialog, ki se mi zdi, da je tisto, kar nam manjka, pogovor. In kar jaz mogoče v tej zgodbi absolutno pogrešam, še danes sem mislim, da prebrala, da so na mestni občini Velenje izvedeli o tem projektu preko medijev, to pač ni način. Mislim, danes smo vsi opremljeni z informacijami, s podatki in ne zaupamo. Tega sosežig, imam par čist konkretnih vprašanj, recimo za nadaljevanje, ki pač vzbujajo to nezaupanje. Eno je sigurno to, kje bomo pa mi zagotovili ta RDF, kjeri so tisti centri, zakaj se to ne da danes vedeti. A bojo količine ali ne bojo količine? A bomo mi reševali problem teh slovenskih centrov ali bomo odpadke uvažali? Pol smo pač mečken spet preskočili, pol ni argument samooskrbnosti z odpadki, ki ga dostikrat slišimo na mestu. Torej, taka čisto konkretna, mislim, pri teh debatah non-stop zmanjka številk, zato je pač nezaupanje, kakšne količine bodo, kakšne so danes cene na trgu, kakšne se predvidevajo, da bojo. In tukaj pač razumemo na koncu, zakaj ne moramo zaupati. In tukaj, da ne navajam primera Anhoga pa Lafargea, ko bo sigurno Uroš tudi kaj več povedal o tem, zgodbe imamo pač take. In to je osnova vedno ista, žal. Torej, zgodba Lafargea. Tudi sosežig vam je uspelo preprečiti, tudi zapreti dejavnost. Na kak način ste se aktivirali, na kak način ste dali razuma, kako ste aktivirali tudi lokalno prebivalstvo in pač lokalne oblasti, da so stopile na stran, je bila proti sosežigu v gospodarskem subjektu. Lep dober večer vsem. To je v bistvu dolga zgodba, kako smo se aktivirali in jaz mislim, da je pravzaprav skoraj škoda današnjega časa, da bi jo predolg pa nadolg razlagal. Meni je zelo všeč, kako ste se vi aktivirali in je prav, da ste se, očitno se učite hitro. Nam je uspelo pač združiti, kako ste že vi rekli, različne ljudi iz različnih
strok, z veliko energije, z veliko vztrajnosti in rabili smo več kot 10 let, da smo dokazali krivice in da smo se oprli temu, kar se pač v Zasavju dogaja. Sicer pa, če pogledam vašo zgodbo, pa lahko samo rečem, sežig so sežig. In te uvodne besede ne primerjati to s cementarno, elektrarna nekaj drugega in tako naprej. Tako jaz bi vam probal tako čim bolj enostavno povedati, za sežig rabiš peč, za prevoz rabiš pa prevozno sredstvo. Pa imamo pa prevozno sredstvo, imamo recimo osebni avto, lahko je znamke Mercedes odlični, pa imamo en kombi, pa imamo tovornjak. Zdaj gremo pa prevažati ljudi. Mi lahko prevažamo ljudi odlično, da lahko peljemo 1000-2000 km, dosti dober spočitka človeka bomo prepeljali v enem dobrem Mercedesi, ker je namenjen za to. Lahko ga pa v enem slabem kombi ali slabi prepeljemo na takšni razdalji, lahko ga pa dosti poceni naložimo na tovornjak, v šleper, v 3 štuke, velikih gre noter, pa ga bomo tudi peljali. Ampak in tu je ta osnovna razlika. Razlika med tovarno, ki je specialno narejena za sežiganje odpadkov, in cementarniško pečjo, ki je specialno narejena za izdelavo cementa, in elektrarniško pečjo, ki je narejena specialno za to, da bo delala elektriko. In če te 3 stvari pomešamo med sabo, ni isto. 3 peči različne, narejene za 3 specialne stvari. Zato, ker kot Mercedes, ki je narejen za prevoz osebnih ljudi, in primerjava s kombijem in s tovornjakom, upam, da ste vsi vse razumeli. In od tu naprej se seveda zdaj pogovarjamo, ali je to isto ali ni isto, ali so iste mejne vrednosti ali niso iste mejne vrednosti. In seveda v zaupanju. In jaz bi lahko samo mogoče rekel, da v osnovi v ekokrogu ne odobravamo nobenega sežiganja odpadkov, ker sežig odpadkov je v bistvu uničevanje virov. Teh pa Evropa že tako in tako nima. In tako je Urša rekla, vse je treba narediti, da preprečimo nastajanje odpadkov. Zato, ker če bo mene 3-krat na dan bolela glava in bom 3-krat na dan vzel aspirin, po 10 letih še kar ne bom rešil problema. Ampak jaz moram odkriti, zakaj me boli glava. In v Sloveniji imamo zdaj 2 problema. Eno so odpadki in drug problem, s katerim se v tej dvorani danes soočamo, je pa izguba Teša. In ne za eno in ne za drugo niso krivi prebivalci Šoštanja. Za eno in za drugo so odgovorni določene skupine ljudi in politiki, ki bi mogli stvari speljati, da do tega ne bi prišli. Mi imamo totalni razpad sistema ravnanja z odpadki, na katerega so okoljske organizacije, ko se je ta sistem pisal, zelo na glas opozarjale, pa se jih ni poslušali. In imamo, recimo, tako ki je rekla Urša, ja, absolutno, vsak od nas mora nekaj narediti, da bo odpadkov menil. Ampak če mi ne bomo skoordinirani, ne bomo uspešni. To koordinacijo mora imeti pa MOP, pa vlada. In ker vlada in MOP nimajo vizije, pač vlada provizija. In v tej državi je ogromno provizije. Mislim, da se vi nekaj izvajanje na ministrstvu pripravljate kakršnekoli ukrepe, da bi začeli bolj trajnostno ravnati z odpadki? Malo so bile močne izjave, ja. No, kar se tiče preprečevanja odpadkov, pa provizij, pa tako naprej. No. To je živa resnica. Ne. To je živa resnica. Glejte, kar se tiče preprečevanja odpadka, pa Uršo res prosim za tole piramido. Dejstvo je, da imamo mi tole uzakonjeno. Tole piramido imamo uzakonjeno, moram prav obrniti. Izvajajo se tudi določeni ukrepi, finančni, organizacijski in tudi zakonodajni. Vsi vemo, da je, no ne vem, če vemo vsi, ampak Evropska komisija je predlagala nov paket krožnega gospodarstva, ki je bil v maju 2018 potrjen.
Največ poudarka je ravno na ukrepih preprečevanja odpadkov. Vendar te ukrepi preprečevanja odpadkov so zelo, zelo horizontalne narave. In mi moramo te ukrepe najprej uvesti v operativni program ravnanja z odpadki. Sicer smo ga sprejeli že leta 2016 in smo uvedli tudi določene aktivnosti za preprečevanje, vendar nas pa do 5. julija v letošnjem letu je rok, da te ukrepe nekako implementiramo v program ravnanja oziroma program preprečevanja odpadkov. Te ukrepi pa so, kakšni bojo naši izdelki, kakšni bojo vzorci potrošnje, kako se bo to izdelovalo, kakšna bo proizvodnja. To vse vpliva na preprečevanje. Nam nič ne pomaga, če mi trošimo, pa imamo nereciklabilne recimo izdelke, pa imamo nezamenljive, pa niso trajnostni in tako naprej. To so ukrepi res, lahko rečem, skoraj vseh resorjev. Tako na državi, kot tudi recimo v vsakodnevnem življenju, ali je to gospodarstvo, ali je to javna uprava, ali kdor drug. In tukaj je res zvezna zgodba, ki jo moramo odpeljati, skoordinirati in tako. Seveda ministrstvo že na tem kar nekaj dela, podpira tudi nekatere projekte, inovativne, treba še naprej podpirati te zadeve, tudi naslednja finančna perspektiva 2021 do 2027, samo preprečevanje, poudarek na preprečevanje odpadkov. Ampak če danes, tukaj smo vsi, res, kot tudi recimo Urša povedala, ne, vsi proizvajamo odpadke, vsi smo potrošniki. In če pogledamo recimo naše zabojnike in vemo, da kam grejo ti zabojniki, grejo k komunalnim podjetjem, kjer se razsortira. Vemo tudi to, da smo to čisto zadnjo ravnanje, ki je najbolj primerno, to se pravi odlaganje, je Republika Slovenija že drugo leto dosega cilj, ki ga je Evropska unija za celo Evropo v letu 2018 v novi direktivi za odlagališča odpadkov dala 10% odloženih komunalnih odpadkov. Slovenija to danes že dosega. In mi, ko se pogovarjamo o enem nadstropju višje, mi ne sledimo tradicionalnim sežigalniškim državam, recimo na severu, ko tudi energijo, toploto rabijo. Mi dejansko, ko gledamo, koliko odpadkov bi bilo potrebno potem tudi termično obdelati, gledamo po scenarijih, kakšne cilje moramo doseči. Najprej preprečevanja, potem kakšne cilje recikliranja. Recimo komunalne odpadke bo tam 2030-2035 treba 65% reciklirati. Kar pomeni tistih 35% bo nekam treba dati. Jaz bi bila tudi najbolj vesela, da jih ne bi bilo. Najbolj vesela, da smo na 100% ali pa da preprečimo vse. Tako da, pa ne, da sem vesela, ampak tako bi, fino bi bilo, ne? Tako da, za naše okolje in za vse. Tako da dejansko aktivnosti so, no, zato me je tisto malo zabolel, ne, da ne. Tako da tudi cilje recikliranja, ne, grejo od embalaže gor, posameznih embalažnih materialov in tako naprej. Ampak gledajte, po eni strani zdaj vemo, kaj imamo mi v zabojnikih. Vemo, da smo zmanjšali odlaganje, ostaja nam pa gorljiva frakcija. In mi na odlagališča ne smemo odlagati ne reciklabilnih in ne gorljivih frakcij. In seveda nam od vseh teh nekaj ostaja. In to je treba s tem pravilno ravnati, predelati. Če sem vas prav razumela, vi tudi uporabljate to dikcijo, da ne gre za sežiganje odpadkov, ampak gre predelava odpadkov. Jaz mislim, da je to kar v veliki meri zavajanje, zaradi tega, ker so tukaj zelo velikih izpusti. V Šaleškem ekogibanju mislimo, da vsako sežiganje odpadkov ne rešuje problema, ampak povzroča in odpira nove probleme. Tako da me zanima, če na ministrstvu delite to. Če lahko razložim to. Sežiganje odpadkov, to je obdelava odpadkov. Ta obdelava je lahko odstranjevanje odpadkov, lahko je predelava odpadkov. Odstranjevanje odpadkov je takrat,
ko res damo v sežig in iz tega ne dobimo nobene energije ven. Če pa pri komunalnih odpadkih dobimo ven 65% v obliki toplotne ali električne energije, pa govorimo o predelavi odpadkov. Zato sta oba termina in ima tudi oba kode. Ko se piše okoljevarstveno dovoljenje, imamo kodo. Kodo R1 je predelava, s tem se boste verjetno tudi javno srečevali, ko boste gledali, če bo kakšna vloga za OVD, za okoljevarstveno dovoljenje, in pa koda D10, kar pomeni sežig brez seveda energije. Sta možna oba postopka in seveda država daje prednost predelavi. Tistega, ki se ga ne sme odlagati in ki se ga ne more reciklirati. Ne, da imamo zdaj, da bi bil, ne vem, 1, 2 ali 3 objekti in bi potem rekli, no, zdaj imamo pa to rešeno, zdaj imamo pa mi to vse kurali. Ne, mi imamo cilje recikliranja in še tole piramido, ki jo moramo izvajati. Gospod Macel, vi ste potem nekaj dodati? Ja, zdaj, če gremo zdaj v debato o ravnanju z odpadki, jaz mislim, da bo velik del današnjega časa šel za stvar, ki se bomo pač pogovarjali o zelo pomembni stvari, ampak jaz mislim, da današnja publika ni danes za to tukaj. Je pa treba se o tem pogovarjati in super, da so te cilji, še izvedeti bo treba v praksi. Tako da jaz mislim, da jaz sem začel eno stvar, kar je potrebno tukaj pri današnji temi primerjati. Eno je tehnologija kurjenja, to je tisto, kar sem vam probal povedati z avtomobili. Drugo je seveda vhodni material. Vhodni material je lahko pri sežiganju zelo različen. In mi danes pravzaprav še nismo dobili točne recepture o tem, kaj je tukaj namen, da gre v peč. RDF, alternativna goriva, ne vem, SRM, v Anhovem imajo recimo 4D pa 3D, noben točno ne pove, ne, RDF, ne, če smo malo strano, VTF, RDF, ne. In ko bo točna receptura pisala, kaj tam, kaj gre noter, potem bojo ljudje mogoče mičken drugačen zaupanje dobili. Na spletni strani piše neka kratica, v kateri te ljudje zaenkrat še nič ne vejo. Pomeni, ko to primerjamo, pa ogromno se primerja z dunajsko sežigalnico in sežig, in ko se pogovarja o sežigu, se vedno vleče ven ta dunajska sežigalnica in tukaj samo še tukaj mogoče ministrstvo, kljub vsej tej dobri želji, da zmanjšamo količine odpadkov, je zadnji vladni obisk, ki je šel v to smer, šel proti dunajski sežigalnici. In skupaj z neki novinarji, da so že nazaj po poti delali velik PR, kako je super sežigati odpadke, mi smo jih probali spraviti, da gremo pogledati najboljše primere zero waste-a, zmanjševanje količine odpadkov, redizajna izdelkov in tako naprej. Ni nam uspelo. Zaenkrat se na ta avtobus še niso usedli. Šli pa so na Dunaj in po mojem ne prvič. Tako da tukaj bo treba tudi še mogoče kaj narediti. In seveda, ko primerjamo, je treba seveda primerjati eno, kaj gre, če že govorimo o Dunaju, v Dunaju v peč, kaj gre v Anhoven, kaj bi šlo pri vas, to je bistven podatek. Drugo, tehnologija kurjenja in tretje je seveda bistveno, je pa čiščenje dimnih plinov. Čiščenje dimnih plinov je bistvo vse. Glejte, zdaj, kar bi po moji mogli najbolj jasno povedati. Čiščenje dimnih plinov je žal povezano z denarjem. Več, ko je čiščenje dimnih plinov, manje dobička, ali pa ga ni, ali pa zguba. In če pogledamo najboljše sežigalnice, imajo več naprav, ki čistijo dimne pline. Te naprave so zelo drage, obratovanje je drago, nabava je draga, vzdrževanje je drago in na koncu pravzaprav to ne prinese dobička več. Če pa tega ni tukaj, potem je pa dobička več. To je žal povezano. No, in tisto, to je stvar, o kateri bi se mogli veliko pogovarjati in primerjati med sabo. In drugo je seveda pa nadzor. Nadzor v državah, severnih državah, še tam imamo dokumentacije, kako so jih ujeli na goljufijah in to država, kjer to ni glih stalna praksa.
Ne? In kaj se da ugotoviti potem, ko je, bom rekel, prišel nenapovedan nadzor, ko so se zgodile, bom rekel, stvari, ki so po nekaj letih pokazale, kaj tak sežig prinese, ampak to je spet mogoče dolga zgodba, ampak gradiva je pa dosti o tem. No? In drugo, seveda, če to primerjamo z slovenskim nadzorom, največ, kar je lahko ta država izgubila s slabo okoljsko politiko, je izguba zaupanja ljudi. In mislim, da je to uspelo. Ne? In 15 let, to je po krogu govorimo, da sistem, kjer onesnaževalec sam izbere izvajalca meritev, sam najprej izbere tistega, ki mu bo določil vplivno moč na to, in sam plača izvajalca meritev, ki je na trgu, in če ne bo delal, pač ga ni več, ne bo preživel. In žal so razmere take, bolj kot si uslužen kapitalu, več dela imaš. Če pa nisi uslužen, pa ne boš delal. In lahko govorijo, da je drugače, kot če, v praksi se pač to pokaže. In na koncu bi morala biti pa še država tista, ki bi država roko nad vsem. In v Zasavju smo doživeli tudi to, da so meritve pokazale problem. In ko smo opozorili na to, so se naredile samo nove meritve. Nobena tehnologija se zamenjala, nobena čistilna naprava, nič se ni zamenjala, samo nove meritve, stvari so se vrgli stran. Ker tudi država ima interes, da pokaže, da je vse okej, da nima problema s prebivalci in da v Evropi javi, da v Sloveniji ni emisij, da so majhne in čim manj kot pokažemo, manj nas Evropa vleče za ušesa. No in potem, ko to skupaj zbereš, potem ni več zaupanja in normalno tega ni. In 15 let država ve, da s tem sistemom zgublja zaupanje in nič ni naredila. Danes pa ima problem z odpadki, ima problem, ki je bo naredila sežigalnico, mi bi jo delali, ali pa so sežigalnico, karkoli, ne vem, par let potem, ko Evropa več ne da sredstvo za izgradnjo tega, zato ker so tudi v Evropi ugotovili, da sežig odpadkov ni rešitev. Tako da o tem bi se lahko še nadolgo pogovarjali, ampak mislim, da ne bom vzel preveč časa. Jaz mislim, da ste bili, gospod Tašer, vi direkt izzvani, zato ker vemo, da je tudi pri nas z izbiro izvajalca za presojo za vplivov na okolje zelo podobno, da ste izbrali podjetje Eurofins in Elektroinštitut Milan Vidmar in da bo pri specifičnih strokovnih področjih sodelovali še družbe, ki so ali vaša hčerinska podjetja ali sodelujejo z vami. Tudi na današnji občinski seji, pa na seji občinskega sveta v Šoštanju ste z zagotovostjo trdili, da bo v presoji vplival na okolje vsebnost težkih kovin v dimnih plinih, tako kot tudi v stabilizatu v mejnih vrednostih. Prav tako na vaši spletni strani zatrjujete, da bodo vsi ostali parametri znotraj mejnih vrednosti. Ali torej v HSE-ju in v TEŠ-u kot naročnik študije že danes lahko z zagotovostjo trdite, da presoja ne bo pokazala, da so mejne vrednosti lahko presežene? In če je temu tako, zakaj ste potem sploh naročili? A ste naročili zato, ker morate v postopkih pridobivanja dovoljenja? Hvala za besedo, pa prosim, da poslušam. Jaz bom samo nekaj povedal. Z vsem tem, kar je povedano, se popolnoma strinjam. Vsi se strinjamo, vsi snovalci projekta, vsi vemo, kje je problem z odpadki, pri vsakem našem doma. Moramo priti do cilja, da mi enostavno tega materiala na trgu, oziroma ga ne bo več. To je dejstvo. Vsi se s tem strinjamo. Sam projekt, očitek, da ni bil transparenten, pogledajte, od prvega dneva smo to sporočili na energetski konferenci, ko smo se to odločili, da gremo ta projekt. In glih to, če ste poslušali, so danes svetniki v večini potrdili, da so zelo veseli, da smo šli tako transparentno v to zgodbo, ker karkoli pač bomo počeli, mene zgodovina ne zanima, zanima nas prihodnost. Gospod Macer, hvala za tako lepo opis prevozov. Zelo lepo nazorno napisano, ampak tudi avto na benzin se da predelati na plin, pa ima še manj izpustov. Tako da, jaz pa, dober, ni to debata, ne bom se spuščal v te polemike, samo to, da vedno je, zakaj za to, vedno imamo odgovor. Dejstvo je, v sami presoji vpliv na okolje bo povedal več Egon, ne, v tem trenutku ne moremo zagotovo trditi. Od samega začetka to poudarjamo.
To so predvidevanja, to so ocene na obstoječih študijah. Skozi nadaljne postopke se bo to ugotavljalo in takrat bo padla končna odločitev o projektu. Na glas smo povedali, javno smo povedali, odpiramo vrata, pripravljeni smo ustanoviti monitoring skupino, ki je lahko v njej prisoten kdorkoli, lahko spremlja izvedbo presoje na vplivno okolje, lahko je vključen, lahko je prisoten pri sami izvedbi, lahko je bil prisoten pri izvedbi meritev, pri nadziranju vhodne surovine. Mi smo se tega projekta lotili drugače. In če se kljub temu, da dokažemo, da izboljšujemo trenutno sliko, tega ne bomo želeli iti v lokalni skupnosti, pač tega ne bomo šli. To je naše sporočilo. In jaz ne vem, zakaj take polemike, dokler nimamo znanih rezultatov. Pozdravljamo okroglo mizo. Zato, ker se na drugi strani postopki že odvijajo, prostorski načrt na občini Šoštanj in tako naprej. To so popolnoma normalni postopki, da mi lahko pridemo do odločitev. Vse stvari je treba preveriti, tudi prostorske stvari je treba preveriti. Ne. Vse stvari je treba preveriti. Od samega začetka, od ene najmanjše stvari do prostorskih načrtov, do vplivov na okolje. In ne bomo šli tukaj z glavo skozi zid, tukaj vam garantiramo, lahko vprašate, tudi tam imam predstavnika Holnika, imam Viktorja, danes smo vsi isto zatrjevali. Tako da pričakujem, ko bo znani več informacij, naslednjo okroglo mizo, ko jo bomo mi organizirali, bi jo že prej, pa smo počakali, tako da z veseljem bomo takrat kaj več povedali. Eden, ti pa prosim, če komentiraš glede presoje in pa teh postopkov. Lahko samo eno repliko, gospod Ušona je bila direktno izvana.